Letošnji okoljski dan gospodarstva z naslovom Po sledeh nevarnih snovi je bil posvečen vprašanjem s področja onesnaženosti tal in podzemne vode. Če gledamo v splošno, kot kažejo raziskave onesnaženosti tal Slovenije, v sistematični mreži Slovenija nima onesnaženih tal. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, osrednje srečanje deležnikov agroživilske verige, je tudi letos postregel z aktualnimi temami s področji, ki posredno ali neposredno vplivajo na sektor. Želim si, da bi gledali globalno, delali podjetno in razmišljali inovativno. In verjemite mi, cilj pa ne bo postavljen ne vem kako visoko, da bomo dosegli. GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je pripravila tudi razstavo odličnih pekovskih izdelkov, ki je potekala v Slovenskem etnografskem muzeju. Dogodek je pomenil nadgradnjo tradicionalnega ocenjevanja odlične kakovosti kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin, podjetja pa so svoje izdelke predstavila tudi na Ljubljanskem festivalu odličnih pekovskih izdelkov. Mislim, da v Sloveniji jemo najboljši kruh v Evropi. GZS, Združenje za inženiring, je v okviru Dneva inženiringa podelilo nagrade za najboljše izvedbene projekte z področja inženiringa. Nagrado za najboljši projekt za področje infrastrukture je prejelo podjetje Esoteh iz Velenja, nagrado za najboljši projekt z področja energetike pa podjetje Rud iz Trbovlje. We are very proud of this award, which honors from the engineering society of Slovenia our efforts and our fight forces and to do the best what we could. Komunalna infrastruktura in evropska sredstva, krožno gospodarstvo in zapis pravice do pitne vode v slovenski ustavi so bile osrednje teme letošnje komunalijade, ki se je odvijala v Krškem. Na osrednjem letnem srečanju je bila podeljena tudi nagrada Zbornice komunalnega gospodarstva, ki jo je prejelo podjetje Marjetica Koper za 60 let uspešnega delovanja in razvoja na komunalnem področju. Pa priznanje, da smo bili prepoznani kot najboljši, je priznanje, da smo hkrati na pravi poti, da smo zbrali pravo strategijo in temu primerno sledijo tudi rezultati. GZS je v okviru kampanje Slovenija bere posvojila knjigo Skrivno življenje dreves. V povezavi s knjigo sta GZS, Združenje lesne in pohištvene industrije ter Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pripravili razstavo Čar lesa, na kateri so bile predstavljene različne možnosti uporabe lesa. Na ta način mi ozaveščamo ne samo potrošnike, ampak tudi podjetnike, da je lesna industrija na pravi poti, da je prepoznavna in da ima svetlo prihodnost, upam, tudi v Sloveniji. Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o škodljivcih je sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, ki deluje v sklopu podjetniško-trgovske zbornice pri GZS, pripravila okroglo mizo. Na njej so opozorili na vedno večjo problematiko škodljivcev v našem okolju in na poslanstvo usposobljenih izvajalcev ustreznih ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Vztrajamo na tem, da vemo, da so strokovno usposobljeni, da imajo vsa dovoljenja, da izpolnjujejo pogoje. Seminarski trojček Kako spodbuditi več od zaposlenih iz cikla Kreativno vodenje je govoril o tem, kako postati najboljši motivator, kako najboljši strateg in kako najboljši realizator. Danes smo izvedeli, da je vsak človek že motiviran. Če le vodja, ki je dober strateg, zna predstaviti cilje, ki jih poenoti med svojimi ljudmi, s katerimi potem te cilje tudi skupaj realizirajo. Ob obisku delegacije črnogorskih poslovnežev zainteresiranih za okrepitev poslovnih vezi s Slovenijo je na GZS potekalo poslovno srečanje s črnogorskimi gospodarstveniki. Sektorsko raznolika delegacija je izbudila veliko zanimanje med slovenskimi podjetji, ki jih zanima črnogorski trg. Slovenija se nam zdi zelo odprta država za tuje investicije in nam je ustrezna za vstop na evropski trg. Več kot 50 predstavnikov slovenskih podjetij se je udeležilo srečanja s turškimi gospodarstveniki iz avtomobilskega sektorja, namenjenega seznanitvi s poslovnim okoljem ter vzpostavitvi oziroma krepitvi trgovinskih, proizvodnih ali razvojnih partnerstev. Avtomobilski sektor predstavlja najmočnejšo industrijsko in izvozno panogo v Turčiji. Our economic relations are getting better and better each day, but there is still room to do more.
območne in regionalne gospodarske zbornice za Gorenjsko, Koroško, Dolenjsko in Belo krajino, Posavje, Zasavje, Severno Primorsko, Podravje ter Notranjsko Primorsko in osrednje slovensko regijo so podelile priznanja najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regijah. 38 najboljših inovacij iz regij se je uvrstilo v nadaljnji izbor za priznanja na nacionalni ravni. Podelitev teh priznanj bo 27. septembra na Brdu pri Kranju. Vabimo vas, da se nam pridružite.